Ok, ampak omenil sem tudi, ti si bila plesalka tudi na teh naših eventih. Pa ne samo to, včasih si bila velik proponent Lolita stila. Mogoče si še vedno. Res ti si spravila ljudi noter v Lolito. V našem programu si bila pač, vedno si imela neko plesno točko, prišla si tudi v Lolita stilu. Kaj te je v bistvu najbolj potegnil v dejavnost tega našega, veš, ko smo delali konvencije, zakaj si hotela to, kar recimo promovirati, ta Lolita stil, kaj te je sploh potegnilo v njega? In če lahko mogoče opišeš, kaj to sploh je. Gremo prvo, kaj je Lolita stil. Mislim, v 2000 je bilo ful popularno, internet še ni bil tako I guess widespread, oziroma je bilo vedno tako, ene stvari so bile kar pogrupirane tako po nekih manjših formih, po grupicah in meni je bila vedno zanimiva pač ta japonska subkultura, ampak takrat so bile res skopo predalčkane, si pač imel vsi Gyaro, vsi Lolita, vsi, pa so bili pač God, emo, whatever, a ne pač te, ko so tudi na western sferu bile. Visual K je bil. Visual K, če gremo... Ne vem, meni je v bistvu Lolita stil, pa tudi ta dekora in te stvari, mislim, bilo mi je zanimivo, na kak način neka druga kultura pač izraža neko to svojo kreativnost, ker v bistvu govorimo še vse enemu narodu, ko je bil vsaj takrat zelo konzervativen in zelo zaprt, zdaj so se malo bolj odprli, čeprav še pač imajo te, tako, it's an interesting culture. To vedno, ko ne veš, kaj rečeš interesting. Yeah, they have their quirks. Slovenian people have their quirks as well. Mi smo tudi zanimiva kultura. Sploh pa anime skupnost je še tako posebna rasa. Mislim, zdaj, ko živim v Aziji, vidim tako prav te razlike, kako je tam, pa kako je tle. We have our quirks. Ampak zdaj, jaz sem vedno hotla biti part of a community in meni je bilo vedno všeč pač deliti pač neke stvari, ki so meni všeč z drugimi in pol mogoče najdeti ljudi, ki so jim te stvari tudi všeč. In to udejstvovanje si delala na različne načine, ne? Ker če grem jaz na internet pa probam iskati rdečo nit Pafiko, vidim YouTube, vidim Twitch stream, vidim cosplay, vidim vso umetnost, ki jo delaš. In še VTubing in tako naprej. Tako da res si se probala na vsak način integrirati v skupnost in verjamem, da kot anime fan si imela skozi leta več interesov, right? In se vidi pač, v določenem obdobju si bila bolj into Lolita stil in potem si bila mogoče bolj into VTubing, kar je tudi pač znak, da se nekako interesi celotne skupnosti shiftajo skozi čas, right?